Na kmetiji Marka Fašalika v Lastomercih je potekal osrednji dan Pioneer koruze in podjetja Corteva AgriScience Slovenija. Tradicionalna prireditev, ki se je udeležijo kmetovalci, v večini pridelovalci koruze ter poslovni partnerji, ima že 22-letno tradicijo. Na njej Corteva s svojimi strokovnjaki predstavi novosti v pridelavi koruze, tako z vidika semen kot zaščite le-tega ter program varstva rastlin. Dogajanje podrobneje pojasnjuje Darko Kerec, direktor podjetja Corteva AgriScience Slovenija d.o.o. Zelo smo veseli takega lepega dne. Dejansko je bilo malo za zadnjih mesec dni napeto, ker nismo vedeli, ker vseeno je lepše, če se takšen lepi dan dogaja ob boljšem vremenu. Vsekakor pa v Cortevi tradicionalno prirejamo takšno prireditev za naše zveste kupce, kmetovalce iz cele Slovenije in pa jasno za naše partnerje, to so kmetijske zadruge, to so kmetijske trgovine in pa jasno sodelujemo vse pa tudi z lokalno in pa državno svetovalno službo, z ministrstvom in tako naprej. Tako dejansko zelo radi sodelujemo z okoljem, širšim in pa tudi lokalnim. Jaz včasih včasih zares, ampak večinoma zares pravim, brez hrane ne bomo mogli nič, ne kratkoročno, ne dolgoročno in kmetijstvo je panoga, ki to dela. In dela dobro, v Sloveniji lahko povem odlično, naši pridelovalci v Sloveniji so dobri pridelovalci z veliko znanja, mi v Cortevi se trudimo, da vse te novosti sveta prinesemo na naša polja, na lokalne njive, na vsako njivo, če se le da. Jasno, da imamo vedno nekaj novosti, večja novost v zadnjih letih je to, da imamo tudi sedaj sredstva za varstvo rastlin, o katerem boste danes veliko slišali, in pa zelo pomembno področje bioloških sredstev, ker vsi vemo, da v Evropi v naslednjih letih je cilj zmanjšati uporabo fitofarmacevtskih sredstev. Corteva je pred leti kupila dve podjetje, svetovni v svetu, eno iz Španije, eno iz Amerike, ki se s tem ukvarjajo in zaradi tega imamo že na slovenskem trgu nekaj izjemnih proizvodov, to je Otriša N in pa N-Log. O tem bomo danes spet slišali zelo veliko. To so v bistvu proizvodi, ki menedžirajo dušik. Vsi vemo, da v kmetijstvu najvišji problem predstavlja dušik, pomeni izhlapevanje, prodiranje v podtalnico in tako naprej. In z temi orodji bomo kmetom pomagali, da to zmanjšamo, s tem smo okolju bolj prijazni in pa dejansko tudi širša javnost nas bo lažje sprejemala. Na dogodku so že po ustaljeni navadi predstavili Pioneer hibride, žetev, javno tehtanje in vrednotenje pridelkov. Iščemo proizvod, ki bo za določeno zemljo, za določen tip zemljišča, za tehnologije in tako naprej, zato imamo veliko število poskusov po Sloveniji, eden od takšnih je tu in danes bomo to poželi. Mi smo dejansko edini v Sloveniji, ki smo pred 30 leti začeli te javne žetve, tam v ozadju lahko vidite eno vago, ne vem, če se zdaj tu vidi, pa sigurno boste kasneje, ki je stara že prek 35 let. Takrat smo jo pripeljali v Sloveniji, to je bilo tako, če bi pripeljal vesoljsko ladjo, ker noben takrat ni vagal poskusov na takšen način, ampak na ta način mi pridemo do teh rezultatov in to je za nas zelo pomembno, še bolj pomembno je pa za kmetovalce. Vsi bodo danes videli rezultate, vsi bodo tudi otipali to koruzo, ki je tu in to je cilj vsega tega. Srečanje pa ima zraven strokovnosti in novosti tudi družaben pomen. Na njem se srečajo kmetovalci vse Slovenije, predstavniki kmetijskih zadrug, poslovnih partnerjev in drugih deležnikov, izmenjajo izkušnje in dobre prakse ter se, ne nazadnje, prepustijo veselemu delu dogodka. Darko Kerec. Dejansko druženje je zelo pomembno, v tistih covid časih smo imeli dejansko malo probleme, vsi skupaj, kmetje so rekli, kdaj bomo že enkrat prišli spet skupaj, da se pogovorimo, na koncu tudi malo poveselimo, skupaj kaj dobrega popijemo, vedno izbiramo na takšnih dnevih lokalna vina, pomeni tudi danes imamo z teh hribov lokalna vina, tako tudi na ta način poskušamo nekaj doprinesti k našemu kmetijstvu in vsekakor vsi so dobrodošli, upam, da bomo imeli zelo lep dan in veselim se današnjega dne. Gostitelj srečanja je bila kmetija Marka Fašalika v Lastomercih. Gospodar Marko je predstavil njihovo kmetijo in proizvodnjo ter življenje kmetovalca. Naša kmetija obsega približno slabih 70 hektarov kmetijskih zemljišč, od tega je, bom rekel, tam dobrih 65 hektarov orne zemlje. Ukvarjamo se predvsem z prašičerjo, to je prva naša panoga, imamo tudi nekaj govedi. Tako da, kar se pa kolobara tiče, pa imamo polovico vseh površin posejanih z koruzo in to izključno z koruzo od semenskih še Pioneer, zdaj po novem Corteva, s katero sodelujemo že 20 let in moram reči, da že 20 let uporabljamo praktično samo njihove hibride. To je ena, bom rekel, tudi ena istočnica mogoče, ko smo tudi tako dobro sodelujemo, pa imam zdaj že drugič ta centralni dan polja. Prvi centralni dan polja smo imeli leta 2011. Ja, mi imamo zaključeno rejo, ne. Zdaj, mi imamo doma 120 plemenskih mater,
Potem vse, kaj one skotijo, se praktično spita do konca, pa se proda preko kmetijske zadruge Gornja Radgona. Z njo imamo pogodbo in vse tržne viške plasiramo preko nje na trg. To pomeni, naša letna proizvodnja prašičev je približno od 2400 pa do 2800 prašičev. Sodelujemo tudi sigurno z svetovalno službo, našo lokalno svetovalno službo, ki nam predvsem pomaga tudi pri birokraciji, ne? Pa tudi kaj bom rekel pri kolobarjih, pa pri gnilnih načrtih, pa tudi analize zemlje nam delajo. To je z njihove pomoči to. Drugače pa kolobar sem že omenil, imamo 50% koruze v kolobarju, to pomeni 32 do 33 hektarov vsako leto koruze, potem je 20 hektarov ječmena, pa 10 do 12 hektarov je pšenice, to praktično vse pokrmimo doma, čisto vse, še dokupimo vsako leto še glede na naš stale živali, ki jih pač imamo doma, še jaz moram vsako leto kupiti cirka 50 ton ječmena, pa tam 150 ton sveže koruze ponavadi, moramo dokupiti. Za normalno življenje je, bom rekel, dovolj, ne. Je pa problem to mogoče, recimo, kot kmetje, premalo cenjeni smo, ne. Mi smo, recimo, osnovni pridelovalci hrane, vse, tudi zdravje, pa vse se vrti okoli hrane in v tujih državah so kmetje bolj cenjeni, kot smo recimo v naši državi. Pa smo najmanj, kot branža najmanj cenjeni, ne. To je mogoče narobe in to je mogoče tudi ni verjeti, kad tudi določeni mladi niso tako naklonjeni na našem kmetijstvu, kad bi tu naprej delali. Tradicionalno srečanje, ko v neposrednem stiku pridelovalci iz izkušenj na terenu povedo strokovnjakom Corteve, kaj je zelo dobrega in kaj bi veljalo še izboljšati. Robert Matjašic, produktivni vodja za semena podjetja Corteva. Saj v bistvu ta slogan našega podjetja je, da se nekako tudi z njimi družimo, da nekako jih čutimo, da se nekako tudi z njimi pomenimo in to imajo tudi recimo pridelovalci radi, pa mi smo veseli, da nekako tudi dobimo povratno informacijo in to je dobrodošlo za vse nas. To je nekako tudi zaključek naše sezone in pa seveda tudi kot uvod v naslednjo sezono in seveda tukaj se zbere ogromno naših pridelovalcev, ki nekako nam tudi povejo, ali so bili zadovoljni z našimi hibridi oziroma kaj bi bilo potrebno spremeniti v bodoče in nekako se potem tudi mi prilagajamo glede na njihove potrebe in seveda glede na same naše testiranja in izberemo potem tudi najbolj primeren hibrid, ki bo za njihovo kmetijo najboljši. Glede na to, da imamo široko poskusno mrežo, je seveda zelo zanimivo, da nekako tudi z domačimi rezultati potem operiramo in na podlagi naših rezultatov, naših preizkušanj v Sloveniji pod našimi pogoji izberemo nove hibride, ker so nekako tudi standardi in poleg standardov mi izberemo hibrid, ki je od standarda boljši. In v letošnjem letu imamo dva nova hibrida in to je P9398, se pravi en zrelostni razred 330 za široko proizvodnjo sujega zrnja po celotni Sloveniji in pa en še novejši hibrid oziroma nekako malo tudi poznejši 9639 360 zrelostni razred. Kakšna je letošnja letina? Glede na veliko količino padavin so trpela zemljišča oziroma kmetije tam, kjer je težki tip tal. Dejstvo je, da trpi vsaka kmetija, kjer je bilo toča. Ampak tam, kjer so lažja peščena zemljišča, glede na količino padavin, so pa bili rezultati zares lepi in to je bilo še bolj zadovoljstvo tudi poslušati, ko pride kmet do tebe, pa ti prizna, letos je pa bilo recimo na lažjih peščenih zemljiščah dosti boljše kot pa na težki zemlji. In kakšne rezultate, donose pričakujejo na poskusnem polju? To je zelo nehvaležno, ampak v bistvu vsega tega nadejamo se, da bo pridelek krepko čez 12 ton sujega zrnja. Corteva sledi tudi na področju varstva rastlin novim in sodobnim trendom, katere so predstavili na osrednjem dnevu koruze. Dr. Alojz Rež, odgovorni za področje varstva rastlin. Mi ne ponujamo tržišču kmetovalcu nekega pripravka, samo semena, mi ponujamo rešitev za uspeh. To je tehnologija z vsem nekako vključeno v enotno tehnologijo, da bo na koncu zadovoljen kmetovalec in če je kmetovalec zadovoljen, smo tudi mi zadovoljni. Vidite, razvoj gre naprej. Na področju hibridov vsako leto pripeljamo nov hibrid, smo pa zadnja leta dosti delali na področju gospodarjenja z dušikom, to je ohranjanje dušika tam, kjer mora biti in vezanju dušika iz zraka. V tržišču smo že nekaj let nazaj ponudili Enlog, s katerim zadržimo tisti dušik, ki smo ga že dali v območju korenin, da ga koruza ima na razpolago takrat, ko ga najbolj rabi. Ve se, gnojimo spomladi,
koruza pa rabi dušik nekje v drugi polovici junija, ko intenzivno raste. In mi moramo ta dušik do takrat ohraniti in z en lokom zadržimo tisti dušik, ki bi se izpiral v območju korenin na razpolago. Naslednje, kar je pa vezanje dušika iz zraka. Do zdaj smo poznali samo simbiotske bakterije na metulnicah, seme smo morali tretirati z temi bakterijami, zdaj pa imamo pripravek v trišo, so tudi bakterije simbiotske, poškropimo rastlino, ne glede ali to koruza, ali je pšenica, ali je ječmen in bakterija zleze, gre v rastlino in s pomočjo rastline črpa dušik iz zraka. Pomeni, tovarna črpa dušik iz zraka, ga nam proda, z utrišo si bo pa rastlina sama načrpala precejšnje količine dušika. Sledimo vsem trendom, vendar ne slepo. Prilagajamo se tako, da imamo tako rezultat v pridelku kot v varovanju okolja. In tako en lok kot utriša sta pripravka, ki omogočata varovanje okolja, istočasno pa povečata pridelek poljščine, kateri smo ji nanesli. Pomeni, malo je takih pripravkov, s katerimi bi varovali okolje in povečevali pridelke, kar en lok in utriša vsekakor sta. Poleg vsega tega, kar sem povedal, pa imamo tudi sredstva za varstvo rastlin. Naprimer, koruzi prihajamo naslednje leto z novim herbicidom Hektor Flex, v žitih smo že letos pripeljali verben, pa še bojo novosti, tako da nekako sledimo tudi tem pojavu škodljivcev, pojavu bolezni, novih plevelov in vsako leto kmetom ponujamo rešitve, ki smo jo združili v tako imenovano Corteva tehnologijo pridelave. Tako da vsi pridelovalci poljščin, seveda sadjarji, vinogradniki, vrtnarji, sledite Corteva tehnologiji pridelave. Corteva AgriScience je podjetje, kjer bogate in pridobljene izkušnje v navezavi z znanstvenimi dosežki ponujajo v obliki produktov kmetovalcem. Njihov namen je obogatiti življenje tako proizvajalcev, kakor tudi uporabnikov hrane tako, da ohranijo naravo za prihajajoče rodove.